Zakaj torej želi Janez Janša takšnega ministra za pravosodje, ki ima izkušnje predvsem s hojo po mejah dovoljenega? Kot smo videli, v tem mandatu se vrstijo stalni politični pritiski na pravosodne organe, pa naj gre za državne tožilce, sodnike, odvetnike, ustavno sodišče. Kdorkoli odloča ali deluje v posamezni konkretni zadevi v nasprotju s pričakovanji vlade, postane tarča napadov. Zato ta vlada potrebuje nekoga, ki bo stopil na stran močnejšega in vsaj molčal, če že ne aktivno pomagal pri rušenju pravosodnih inštitucij. A prav situacija, ki je politična in družbena kriza, gospodarska pa še ne prihaja, bi zahtevala avtonomnega, odločnega ministra za pravosodje, ki bi znal prisluhniti vsem udeležencem kompleksnega pravosodnega sistema. Takega kandidata ta vlada ne potrebuje. Potrebuje poslušnega, brezbarvnega, anonimnega ministra, brez potrebne avtoritete in jasno, brez lastnega mnenja. Iz vsega do sedaj opisanega je jasno, da bo kandidat za ministra za pravosodje opravil posel za vlado Janeza Janše. Kakšen posel? Vodenje slamnega ministrstva. Iz tega slamnimi podjetji že ima izkušnje. Verjetno bo samo slamnati minister dobil ministrsko plačo, vse drugo bodo pripravili drugi. In tako do konca mandata. Na nas je, da nadomestek ministra danes zavrnemo, zato bomo v Levici glasovali proti predlaganemu kandidatu. Hvala.